Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni. Danes se bomo pogovarjali o fenomenu avtobiografij in biografij. Naš gost je psiholog Dino Manzoni, ki se na Družbeno-medicinskem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra SAZU ukvarja s problemom družbenega narcizma. Dobrodošli, pozdravljeni. Zakaj menite, da so avtobiografska in biografska dela med bralci v sodobnem času tako zelo popularna? Eden od razlogov, ki so očitni, je to, da nas ljudi zanima za intimne doživljaje in psihologijo drugih ljudi, soljudi, in nam vzbuja fascinacijo tudi notranje življenje drugih. In to je razlog tudi zato, da se lažje identificiramo z junaki takšnih zgodb, kot so tudi biografske in avtobiografske zgodbe. In sem tukaj namenoma rekel zgodbe, ker tudi biografije in avtobiografije imajo neko fiktivno pripovedno strukturo. Kljub temu, da navajajo lahko neka gola dejstva in empirične dogodke, ki so resnični iz življenja neke slavne osebe. V tem času ne moreva mimo avtobiografije britanskega princa Harryja, knjige z naslovom Rezerva. Ta knjiga je že dan po izidu v angleškem izvirniku z 1,43 milijona prodanih izvodov daleč presegla dotedanji prodajni rekord. Kakšen je vaš komentar? Sam nisem bral te njegove avtobiografije, ampak se mi zdi to povedno, da ljudje tako radi beremo in kupujemo avtobiografije slavnih oseb. Sem pa zasledil v časopisu, v nekem članku, da recimo to se mi zdi pomembna stvar, da princ Harry navaja v tej svoji razmeroma dolgi avtobiografiji, mislim, da ima okoli 420 strani, takšne, ne vem, kot bi rekel temu, pikantne, mislim, pikantne podrobnosti. Ja, pikantne podrobnosti in temu, kar bi Angleži rekli dirty secrets iz svojega osebnega življenja, ki so zanimivi. Recimo, ne vem, kdaj je izgubil nedolžnost, pa kako je žural in konzumiral prepovedane substance in tako dalje. Ghostwriter te knjige, se pravi najeti pisatelj, je J.R. Moehringer, ki je leta 2000 prejel tudi Pulitzerjevo nagrado za časopisne članke. Zdaj pa, če to nekako pogledamo, neko zrcalno podobo slovenskega prostora. Tudi pri nas se pojavljajo ghostwriterji, omenimo jih samo par, recimo Tadej Golob, Petra Pogorevc, Vesna Milek. Avtorji biografskih knjig, ki so tudi pri nas zelo prodajane, recimo biografska zgodba Borisa Cavazze, 5000 prodanih izvodov, Ratka Poliča Raca, 3500 prodanih izvodov. Se pravi, tudi Slovence zelo zanimajo tovrstne zgodbe velikih osebnosti, recimo v tem kontekstu igralskih umetnikov. Ja. Sem prebiral neke članke, sem zasledil ravno to, da trženjski statistični podatki kažejo ravno, da je po celem zahodnem svetu, da je prodaja avtobiografij in biografij se bolje prodajajo kot pa moderni romani. In mogoče bi tukaj malo navezal še na problem, mislim, na neko razmerje z tem modernim romanom, zakaj ljudje tako radi beremo biografije in avtobiografije in ne več toliko modernističnega romana, v razmerju z romani iz 19. stoletja, ki so bili najbolj prodajana literarna dela. In sicer biografije in avtobiografije imajo nekakšno konservativno pripovedno strukturo, naracijo in zato se lahko bralec z lahkoto identificira z junakom in s samo zgodbo. In sam junak in tudi sama struktura naracije je takšna, da junak predstavlja nekako koherentni jaz, njegova identiteta je nekako lahko dojemljiva, je konsistentna in tudi svet, v katerem živi,
pač neka slavna oseba, je ta naš svet, ki je sam po sebi neproblematičen in nam ne vzbuja pač nekega občutka obupa ali tesnobe. Medtem ko nasprotno modernistični roman pa je ravno nekako obratno. Tehnike naracije, ki jih uporablja in sama vsebina je takšna, recimo Beckett ali pa Kafka in tako naprej, da njihovi romani nimajo nekega konca, bralca pusti v občutku tesnobe, obupa, ravno zaradi tega, ker ne producira nekega smisla in razgrajuje to konsistentno individualnost, ki mislimo, da smo. Življenje je nekako le serija nekih ponavljanj brez smisla in brezkončnih, brezsmiselnih ponavljanj. In takšna dela so nekako psihično naporna, bi rekel, in za branje. Tako intelektualno kot psihično. Je pa prednost takšnih del to ravno, da nas nekako izvzamejo iz obstoječega sveta, ki je vselej pač ideološko posredovan in čeprav ga imamo pač za neposredno za resničnost, takšno kot je, nam ti romani, ki so pač kot literarno delo, nam ravno omogočajo neko refleksivno distanco, da podvomimo v tem, v kakšnem svetu živimo in pač nam odprejo možnost, da razmišljamo o nekem drugem svetu, potencialnem svetu in nekih družbenih spremembah, ki so, kot vidimo, nujne. Moj najljubši biografski roman so Hadrianovi spomini, Marguerite Yourcenar, v izvrstnem prevodu Saše Jerele. Sicer se pa tam prepleta neka fiktivna avtobiografija, spomini in zgodovinski roman. Skratka, ne moreš ostro ločiti. Gre skratka za problem, ki ste ga malo prej omenjali. Katera je pa vaša najljubša biografska, avtobiografska knjiga? Mogoče bi rekel pač Freudovo avtobiografsko delo, ki ga je pomenoval Samopredstavitev, in sicer pač zato, ki sem ga bral pred kratkim, pred nekaj tedni. Ampak zanimivost tega dela je ravno to, da Freud v njem govori le pač o svojem znanstvenem delu, o zgodovini pač razvoja psihoanalize in kot znanosti. In na koncu recimo sam Freud anticipira te kritike, da to, kar je napisal, ni avtobiografija, ker ne govori pač o osebnih izkušnjah, nekih konfliktih in o intimnih zadevah, ampak zgolj o pač znanosti psihoanalize. In to zavrne ravno zaradi tega, ker se boji, da bi ljudje raje se osredotočali in investirali pač energijo v njegove pač intimne in privatne zadeve, ki so nerelevantne iz vidika znanosti, pač za javnost, za družbo, in s tem poudari to zahtevo, da to, kar je javno, vse, kar je relevantno za javnost, je njegovo znanstveno delo in nič drugega. In v to je treba pač vložiti energijo in trud v takšno raziskovanje. Nekateri filozofi ali pa mnogi imajo biografije za nespodobne, tudi nevljudne. Derrida recimo je bil skeptičen, francoski filozof, do biografij in avtorjev biografij, ki da z neko avtoriteto še stoletja po smrti nekega človeka predstavljajo njegovo resnico. To je povedal v dokumentarcu, biografskem dokumentarcu Derrida, ki sta ga naredila Kirby Dick in Amy Ziering-Kaufman. Se pravi, kakšna je ta meja med zunaj in znotraj, med življenjem in delom, tudi v povezavi recimo z družbo in narcizmom? Ja, sigurno vsako delo, tudi znanstveno, pač je motivirana tudi iz nekih vsakdanjih izkušenj in nekih čisto vsakdanjih izkušenj, doživljajev, nekih dogodkov, ki so naključni in tako naprej. Stvar je samo v tem, verjetno, da, mislim, problematično bi bilo to, da pojasnjujemo znanstveno delo na podlagi neke psihologije avtorja. Da rečemo, pač celo relevanco nekega dela znanstvenega in vsega truda, ki je bilo vloženo v to delo, pojasnimo z nekimi psihološkimi značilnostmi posameznika in da ga tako psihologiziramo. In s tem ga nekako pač zrelativiziramo in vzamemo nekako dostojanstvo samemu znanstvenemu delu.
tudi na primeru teh filozofov, recimo. Se potem morda strinjate z neko interpretacijo, ki naj bi jo izrekel Heidegger, ko so ga nekoč vprašali o življenju Aristotela in je izustil: rodil se je, mislil in umrl, vse ostalo je anekdota. Ja. Ja, bi se kar strinjal s tem, no. In poudaril bi pa samo to mogoče še, da avtobiografija zgodovinsko gledano ali pa biografije niso imele v vsakem zgodovinskem času isto pač funkcijo. Sploh recimo v antiki ali pa pri stoikih recimo v antičnem Rimu je avtobiografija imela neko funkcijo nekih duhovnih vaj in pač so pisali dnevnike in ja, ampak v drugačen namen kot recimo v sodobni družbi. In pač znane pa so tudi biografije, ne vem, ali pa izpovedi Avguština, Rousseauja in tako dalje, ki so spet, pač vseeno bi jih ločil od teh sodobnih avtobiografij, ki so popularne in ki se prodajajo pač na veliko, skoraj v vsaki pač trgovini. Čeprav te veliki ljudje, velike osebnosti nas zanimajo, še Hegel se je vedno raje zanimal za neke velike zgodovinske osebnosti kot za male ljudi. Zaradi tega, ker je menil, da šele pri velikih stvareh malenkosti odigrajo neko ključno vlogo. S tem, da nikoli ni pristopal k tem velikanom kot občudovalec. Skratka, zmeraj je šlo za potujitev neke veličine v naključnih zunanjostih, recimo izražanje moči nekega orientalskega vladarja v njegovi bradi. Skratka, te pikantne podrobnosti, ki so seveda interpretirane izjemno lucidno v teh primerih, no, filozofskih tekstov. Koliko vas to, recimo kot učenjaka, kot raziskovalca zanima? Ja, mislim, to ste lepo povedali, ne vem, če bi še kaj dodal, ampak ravno to se mi zdi pomembno poudariti, da imamo lahko tudi avtobiografije ali pa biografije ali pa pač, mislim, se osredotočamo na neke velike ljudi, v navednicah seveda, ampak na takšen način, da ravno razgradimo ta njihov jaz v tem narcističnem smislu, da so to neki veliki ljudje, ki jih je treba občudovati in tako dalje. Ampak, ja, kot ste sami pač lepo povedali, ravno v tem smislu, da so produkt nekih čisto naključnih, kontingentnih, ja, pač vsakdanjih dogodkov, ampak kljub vsemu lahko iz tega življenja, mislim, se lahko učimo, no. In se pravi, če ne bi bilo teh naključnosti, teh malih stvari, teh velikanov, nas v bistvu biografije ne bi zanimale kot bralcev. Drži? Ja, samo, ja, ne vem, jaz razmišljam v tej smeri bolj, kako se sam, ja, bralec identificira z zgodbo pač junaka v avtobiografiji oziroma pač neke slavne osebe. In način, kako je sama zgodba podana, tudi določa način, kako bo bralec bral to zgodbo. Zaradi tega pač lahko ločimo na neke kvalitetne avtobiografije, ki pač dekonstruirajo ali pa razgradijo in razosebijo samega junaka oziroma avtorja, ali pa takšne popularne, ki se prodajajo na veliko, pri katerih ravno poanta to, da ga pač na nek način tako občudujemo, kot pa deidealiziramo v tem smislu, da je tudi on človek iz mesa in krvi in da tudi pač podoben kot mi, samo je pač njegovo življenje bilo, mislim, je sledilo neki smeri, naključni, ki mu je omogočila, da je uspel kot neka slavna oseba. Poglejva še en izjemno popularen primer avtobiografskega romana, slovenskega avtobiografskega romana Belo se pere na 90, Bronje Žakelj, ki je, roman je bil prodan v več kot 20 000 izvodih.
Avtobiografski roman je predvsem ta pripoved o odraščanju, soočanju z izgubo, pa tudi z boleznijo, ampak hkrati napisan dovolj kvalitetno, da je celo Kresnika za najboljši roman prejel. Na kak način menite, da v bistvu ta avtobiografska zgodba lahko hkrati poseže po nekih kvalitetah modernega romana? Mogoče bi tukaj najprej omenil to, kar se mi zdi izjemno pomembno tudi, da pri takšnih dobrih avtobiografijah stvar je v tem tudi, da v sodobni družbi, v kateri živimo in recimo, kot ste omenili, pač, ko se sooča subjekt z nekimi frustracijami, konflikti in tako dalje, nam manjkajo neke družbene institucije in zaradi pač same individualistične družbe smo nekako ujeti in prepuščeni samemu sebi, svoji notranjosti. In zaradi tega, ker nam manjkajo pač kulturne in družbene ustanove, ki bi nam omogočile predelavo recimo travmatične izgube in tako dalje, na tej kolektivni ravni, smo zaprti pač nekako v samega sebe in avtobiografija nam služi tudi na takšen način, da se lahko identificiramo in sami predelujemo svoje lastne izgube s pomočjo dobro napisane pač zgodbe drugega. Tako da tudi, mislim, je tudi treba upoštevati to neko družbeno ureditev, neko resničnost, ki posamezniku vse bolj vzema neke kolektivne, javne pač storitve in inštitucije, ki bi nam omogočile predelavo nekih frustrirajočih, konfliktnih, travmatičnih izgub in tako naprej. Kako pa na potrebo povedati svojo zgodbo aplicirati problem užitka in narcizma? Ja, pač kot sem že prej omenil, te recimo takšne pikantne podrobnosti iz življenja drugih nas vedno fascinirajo, zanimajo v tem smislu že, ker pač ironično to, da vsi imamo neke takšne izkušnje in neka dejanja, ampak nas vseeno nas zanima, kako so drugi, mislim, katere so bile te neljubi dogodki ali pa takšne izkušnje pač drugih. In ja, Mislim, skratka, užitek ni nekaj neposredno doživetega, neodvisnega od jezika in socialnega konteksta, vedno skratka se rahlo cepi na narcizem, da ko v občinstvu vzbudimo nek občutek zavisti, neke želje, lahko sami uživamo v svojem lastnem intimnem doživljanju sveta, ne. Se pravi, ne vem, fotografije na Instagramu, konec koncev tudi kakšna avtobiografska zgodba. ja, bi se kar strinjal. Pač stvar je v tem, da ravno to, recimo to, kar bi lahko imenovali neka narcistična subjektivnost kot neka prevladujoča subjektivna struktura pač sodobnega posameznika, ravno meri na to, da stvari pač, ki jih delamo v življenju in tako naprej, niso neposredno izkušene kot take, ampak vedno že jih medira neka instanca, pač, ki jo v psihoanalizi imenujemo veliki drugi. Je neka neosebna instanca, nek pogled, ki ga predpostavljamo, po kateremu se ravnamo, pač preko katerega merimo svojo lastno vrednost in svoje dejanja in svoje tudi želje, ki so vselej tudi posredovane z željami drugih ljudi. Nikoli ni želja naša lastna želja, ki bi prišla iz moje neke globoke notranjosti in si to jaz res želim, ampak je vedno že nekako intersubjektivno strukturirana v tem smislu, da mojo željo vzbudi tudi želja drugih. In zato pride pač do izraza ta instanca velikega drugega, ki je nekakšen oder, na katerem igramo za nek pogled drugega, ki vemo, da ga ni, ampak kljub vsemu nam vzbuja pač tako užitek, ker ima to strukturo, da si predstavljamo, kako smo videni iz oči družbe oziroma nekega drugega, kot tudi na drugi strani tudi zavist, ljubosumje in tako naprej. Tako da, ja, tudi avtobiografije recimo lahko vzbujajo nek občutek ljubosumja ali pa zavisti. Ker vidimo, kako pač sama pripoved, kako jo strukturiramo, vidimo, kako je življenje tega avtorja oziroma
junaka, ne vem, Predmeta obdelave. ja, predmeta obdelave, recimo zanimivo, kako je on uživa ali pa ja, kako uspešen, slaven in ne vem kaj. In ja, pač nam pri branju vzbudi tudi občutek nekakšnega ljubosumja in zavisti. Jaz bi tudi hotel biti tako, ne vem, slaven in uspešen. Ali menite, da nas sodobna popularna kultura sili v neko intenzivno samoinspekcijo, se pravi pogled vase? Je s tem povezana rast avtobiografskih izdaj? V zadnjem času jih je precej, zelo popularnih. Ja, bi se kar strinjal. Mislim, da ja, z vzponom neoliberalizma, recimo v 70. letih prejšnjega stoletja, se je pač začela tudi so se začele prestrukturirati tudi, ne vem, in javno šolstvo in organizacija podjetij in tako naprej, v smeri nekega humanističnega ideala, osebnostne rasti, samoaktualizacije in tako dalje, ampak s poudarkom, da moramo sami skrbeti in za svoje lastne potenciale, za svoje zdravje, za svoje uspehe, pač vse postalo na nek način tudi kapital. In vsako stvar, vsaka investicija v samega sebe, tudi v prostem času, ne vem, trening, športni in tako naprej, je postala oblika kapitala. In ta samoinspekcija pač služi ravno temu, da se posvečamo samemu sebi in ne več toliko nekim čisto objektivnim spet, ali ne vem, organizacijskim ali družbenim strukturam, ki dejansko usmerjajo naše delovanje in vedenje v družbi. Recimo, če dam čisto en takšen primer, v podjetju pač psihologi so pisali menedžerske priročnike in tako dalje, ravno s tem namenom, da so spodbudili delavci, da se usmerijo v samega sebe in ne več, recimo, da bi investirali energijo v neke kolektivne sindikalne boje za boljše objektivne pogoje dela, ampak da se usmerijo v samega sebe in investirajo in prosti čas in delovni čas ja, v obliki pač kapitala v samega sebe. Tako da tudi ta razlika med prostim in delovnim časom se je nekako zabrisala. Tudi prosti čas je postal ja, na nek način povezan z delovnim časom in z investicijo v samega sebe. Kot se je zabrisala razlika med privatnim življenjem, skratka tudi tem intimnim, recimo, ki ga na nek način razgrinjajo v avtobiografskih, biografskih delih, in nekim javnim nastopanjem, ne, se pravi. Podobna paralela. Ja, točno tako pač. In to je tudi povezano s tem, kar nekateri avtorji imenujejo terapevtska oziroma intimna kultura, kultura samoizpovedovanja. In sicer ta kultura je nekako vzniknila, spet je povezana tudi z neoliberalizmom, ampak je že prej, v 50. letih prejšnjega stoletja. In sicer pač nanjo smo najbolj, pač ker sem po osnovni izobrazbi psiholog, pač psihologi s svojimi tehnikami, z svojim načinom dela, s storitvami, ki jih opravljamo, pač posegli v samo družbo na ta način, da smo preusmerili pozornost iz nekih čisto družbenih, političnih vzrokov, ne vem, težav, ja, ki so družbeno-politične narave, v neko osebnost in posameznika. In torej pač vse bolj se poudarja tega posameznika, neko osebno identiteto, ja, individuuma in njegovo zmožnost, da lahko sam sebe tako pač aktualizira, kot da lahko rešuje, pač da mora reševati svoje lastne težave. In eden od načinov, kako pač rešujemo oziroma si pomagamo, je to samoizpovedovanje. Tako da vse to naše privatno življenje, tudi recimo s pomočjo socialnih omrežij, ne vem, realistični TV šovi in tako dalje, so vse bolj popularni ravno zaradi tega, ker naše intimno življenje privatno dajemo na ogled drugemu, javnosti. In problem pa je, ja, samo še to bi mogoče izpostavil, problem je v tem, da namesto da se usmerimo v neke konkretne in realistične, mislim, realne družbene težave, kot je pač podnebne spremembe, ekologija in tako naprej, smo pesimisti in edini način bega je beg pač v samega sebe in svoje lastno življenje, ki je nekako zaprto oziroma omejeno na neko lokalnost.
Ja. Še enega segmenta se moramo dotakniti, namreč tudi avtorji biografskih del na nek način pišejo svojo avtobiografijo, ko govorijo o življenju nekoga drugega. Se pravi, citat je nek samovoljni izsek, nekdo ga bo izbral, recimo jaz bom izbrala nekega, vi boste izbrali nekega drugega iz množice citatov, ki je v nekem delu na voljo. Kako bi lahko to nekako aplicirali na biografska dela, se pravi na biografije, ki imajo te ghostwriterje, avtorje, ki pišejo o življenju nekoga drugega? Ja, to se mi zdi zelo pomembna poanta oziroma poudarek ravno zaradi tega, ker pač takšni avtorji nikoli ne pišejo zgolj o nekih objektivnih golih dejstvih in informacijah, pač preverljivih iz življenja drugega ali te slavne osebe, ampak so vedno že konstruirajo neko zgodbo. So, ja, narator pač piše neko narativo in iz vidika pisatelja takšnih avtobiografij oziroma biografij je pomembno to, da se dajo v perspektivo bralca in poskuša na takšen način zadostiti njegovim željam in potrebam. Torej, to zgodbo, ki jo konstruirajo, ni zgolj zgodba te osebe, ampak vedno upošteva tudi, kot sem že prej omenil, to instanco velikega drugega, za katerega pišejo zgodbo. Tako da je ta zgodba ima neko fiktivno strukturo, kljub temu, da pač pisatelj omenja neka dejstva in empirične podatke iz življenja te osebe. Kakšno je pa razmerje te fiktivne zgodbe, recimo v nekem biografskem delu, in kakšna je možnost nekega realne izpostave družbenega problema v beletrističnem delu? Se pravi, v nekem fikcijskem romanu, ki opozarja na določen družben problem, omenjali ste, da je to lahko dosti bolj resnično izpostavljen problem, kot ga morda družba percipira. Ja, stvar je v tem, da problem je, da ta neposredna resničnost, ki jo doživljamo kot ljudje, je vedno že na nek način iluzija, ampak v tem smislu strukturno nujna iluzija, v tem smislu, da je vedno ideološko posredovana naša percepcija sveta. In problem, pač znanstven problem in problem, kako spremeniti pač neko novega mišljenja ali pač nekih političnih intervencij, je ravno to, kako punktirati to ideološko posredovano resničnost in kako pač misliti na recimo neko nemožno, neko prestrukturiranje sveta, ampak da nam, ja, in dobra literatura nam ravno to omogoči, da s tem z načinom, kako in tehnikami, ki se pač poslužuje avtor, nam omogoča ravno, da neko resničnost, pred katero smo zaslepljeni, ki jo ne vidimo neposredoma, pač izbeza ven in pač nam jo predoči na takšen način, da se zavedamo, da je kljub vsemu tisto, kar je bilo neprestano pred očmi, se tega nismo na ta način zavedali in ja, vzbuja neko nujo po spremembi, po tem, da se aktiviramo in tako naprej. Recimo, mislim, pred kratkim je prišel ven, mogoče bi omenil film Don't Look Up, ki je čisto takšna fiktivna zgodba, ampak komična in v tem smislu toliko komična, da toliko poudari to našo družbeno resničnost, da Skratka, da jo še bolj izostri. Pač izostrijo na ta način, da jo naredi neverjetno. Ampak, ja, in pač gledalec, ko to gleda, pomisli ravno na to, pač vse vemo, da svet je tak, ali pa v resnici je preveč absurdno, da bi bilo tako. Sigurno obstajajo te ljudje, ki vodijo svet, ki vejo, kaj delajo. In obstaja neka logika, racionalna logika za tem, kar mi navadni ljudje vidimo, ampak tako poudari, mislim, komično in toliko poudarja to absurdnost, da ravno, ja, nam omogoči, da vidimo tisto,
da vidimo za zaveso. Ja, Evo. ja, ampak ne enostavno za zaveso, ker ravno to, recimo teorije zarot so ta zadeva, ko mislimo, da vidimo za zaveso, ampak ravno to, kako razbiti to dvojnost. Skratka, nam pokaže, da za zaveso ni ničesar. Ja, točno tako. Hvala lepa. To je še eno vabilo k branju dobrih knjig, gledanju dobrih filmov. Dino Manzoni, hvala za pogovor. Hvala vam. Beletrina v živo.